V tokratni rubriki zanimivosti smo pod drobnogled vzeli sledeče novice. Se na velika platna res vrača Arnold Schwarzenegger. Tom Cruise se spopada s svojim alter egom. Mame, ki so hotele biti junakinja Marsa, so misijo neuspešno speljale, nov uspeh pa si obeta kultna zloglasna uspešnica Vran. V glavni vlogi bi naj spremljali ljubljence gledalk Bradleyja Cooperja. Za piko na i pa še novica o tem, da se novega projekta loteva edinstveni Woody Allen. Tako rekoč še isto minuto, ko je Arnold Schwarzenegger zapustil pisarno guvernerja Kalifornije, je pričel tudi groziti. Ne samo s tem, da se bo vrnil k igranju, ampak da bo tudi produciral, obudil in pokvaril filmske klasike, ki jih imamo resnično radi. Še toliko bolj zastrašujoče pa je dejstvo, da se te grožnje počasi uresničujejo. Režiser Hitrih in drznih Justin Lin je zaupal, da sta se z Arnoldom pogovarjala o novem Terminatorju, za katerega je slednji pokazal veliko zanimanje. Ker upanje umre zadnje, nam še vedno ostaja sicer precej neverjetna sprememba ameriške ustave, s pomočjo katere bi Arnold lahko kandidiral tudi za predsednika, mi pa bi bili vsaj za nova 4 leta prizanešeni Schwarzeneggerjevega zlorabljanja popkulture. Še dobro, da ob vseh teh morebitnih grožnjah obstaja Woody Allen, ki kot protiutež le-tem pripravlja nov filmski projekt. O zgodbi, razen tega, da jo bo napisal sam, kot smo pri njem že vajeni, ni znano prav nič. Je pa znana igralska zasedba, ki je resnično obetajoča. Ob filmskih veteranih Penelope Cruz in Alecu Baldwinu sta se projektu pred kratkim pridružila verjetno najbolj talentirana mlada igralca ta trenutek, Jesse Eisenberg in Ellen Page. Da pa bo ta sila raznolik ansambel igralcev deloval dobro, lahko od Allena pričakujemo kompleksno in zanimivo zgodbo. Nekaj časa se že ve, da se na velika platna vrača za Bruce Leeyevega sina Brandona usodni film Vran, a vse do zdaj se je o potencialnih igralcih bolj malo govorilo. V zadnjem tednu pa se presenetljivo za glavno vlogo glasno omenja Bradley Cooper. Ne rečemo, da zvezdnik filmov Prekroka na noč in Odklenjen ni dober igralec, vendar po našem mnenju nekako ne ustreza najbolj kultnemu liku, katerega bi naj upodobil. Manjka mu namreč temačnost. Že ideja posneti remake odličnega filma je neumna, vlogo Vrana ponuditi Bradleyju Cooperju pa je naravnost smešno in nesmiselno. Kljub temu, da je animirani film Mars Needs Moms pogorel na kinoblagajnah in da je v vodo padel tudi remake kultnega Yellow Submarina, se režiser in producent Robert Zemeckis ne da. Našel si je nov projekt. Produciral bo film How to Survive a Garden Gnome Attack. Zgodba, ki temelji na knjigi Chucka Sambucinoja, je nekakšen pripomoček, ki nam zaupa, kako preživeti invazijo vrtnih palčkov. Glede na to, da film še nima režiserja, bi se v vlogi sedanjega po našem mnenju verjetno najbolje znašel kar Zemeckis sam. Za konec pa še k smešnemu, napihnjenemu in s hip-hopom obsedenemu alter egu Toma Cruisa Les Grossmanu. Odštekan, egocentričen producent, ki smo ga lahko v stranski vlogi spoznali v akcijski komediji Tropski vihar, bo dobil svoj lasten celovečerec. Ekipa in igralska zasedba sta še neznanka, ve pa se, da bi naj film govoril o navdihujoči življenjski zgodbi tega priljubljenega lika, ki je, priznajmo, verjetno kar ena boljših Cruisovih vlog v zadnjih nekaj letih.